Pozdravljeni v podcastu iz Centra Gol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. V oddaji bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. V primeru, da se vam oddaja všeč, vas naša ekipa iz Centra Gol vabi, da nas všečkate in sledite na vseh pomembnih podcast platformah, kot so Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Podcast, TuneIn ter na ostalih pretočnih vsebinah, ki jih še dodajamo. Najdete nas tudi na Facebooku in YouTubeu, kjer bomo veseli vaših všečkov in vas vabimo, da ste naši sledilci. S tem boste na tekočem z novimi oddajami in dogodki, ob tem pa nam boste pomagali, da bo oddaja še boljša v prihodnje. Vaši všečki in število sledilcev je za nas ključno. Hvala vsem, ki nas sledite in nas še boste. Zdravo, naš nov center, naše oddaje. Verjetno najvišji center do sedaj, Jasmin Handanović, pozdravljen. Pozdravljeni vsi. Čuj, si že kaj skupaj zlezel, glede na to, da te že tudi zdaj malo leta dohitevajo, pa si vina, pa tako? Zaenkrat, če ne, vidim pa, da zdaj v tej novi vlogi, ki se znajdem, hitro mišice plahnijo, tako da se bo treba malo urediti, spravi, da pridobim kaj nazaj. Ne? Malo tako na hitro bom poskušal samo ta tvoj igralski pot preiti. Jaz verjamem, da ni v Sloveniji skoraj nobenega, kot te bi ne poznal, glede na to, koliko si imel bujno in pestro kariero. Odraščal si v glavnem v Ljubljani in tvoj matični klub je Svoboda. Sem prav povedal? Ne, v bistvu Olimpija. Olimpija je matični, ampak ti si nekaj igral za mlajše kategorije, tudi Svobode. Tako, ker v bistvu v Olimpiji takrat trenutno se nisem mogel izboriti mesta za igrati, ne, in enostavno smo prišli na idejo, da grem na posojo in tle je pol prišla Svoboda vmes. S tem, da v bistvu se je tudi zgodil pol en preobrat, da sem ratal postal igralec Svobode in me Olimpija morala v bistvu odkupiti nazaj. Ne? Celo tako je bilo, ker potem, ko si bil pa član, si pa štartal v Olimpiji. Tako, ampak sem že začel v mlajših selekcijah vse pri Olimpiji. Tako da. Aha, ok. No, vidiš, zanimivo. To pa mi je pa malo ušlo v tem mojem raziskovanju. Ok. Potem je bila Triglav Kranj, pa Zagorje, pa Svoboda, ponovno Olimpija, kjer v Olimpiji se nisi ravno nabranil, vidim. Zelo malo nastopov si nabral za Olimpijo, vse skupaj vidim, da samo 12. Tako je, ker v bistvu takrat je bilo še vmes služenje vojaškega roka obvezno, ne? In sem glih padel v teh nekako, ko bi moral dobiti neko priložnost ali pa v bistvu vsaj približati se prvi ekipi, sem moral nekako iti služiti vojaški rok. Ne? Tako da služenje vojaškega roka takrat še, ki je bilo obvezno 7 mesecev za športnika, veliko pomeni, še posebej, če nisi zraven. No, v glavnem, na koncu si pristal tam, kjer smo se tudi predodajali, ko smo se malo pogovarjali o samem konceptu v Kopru, kjer se je pa začelo tebi tisto pravo nogometno življenje profesionalnega nogometaša, zate pač vratarja, kjer si pa začel nabirati minute, tekme, na koncu ste tudi takrat s Koprom, se zelo dobro spomnim, ker sem jaz takrat bil trener v Celju, kak ste lepo penale odbrano še, ne, v finalu, tako da si že začel nabirati lovorike v Kopru. Potem pa je sledila Italija. In na koncu v Italiji si tudi pristal v Empoliju. Me zanima, kako to, da glede na to, da si v Italiji branil, ti v Italiji nisi bil postranska figura, kako da si se na koncu vseeno odločil, da priješ nazaj v Slovenijo pa v Maribor? To bile nekako dve stvari. Ne? Prišla je ponudba Maribora. Ne? To je bila prva stvar, ne, ki me je premamila. Druga stvar je bila, da sem bil že recimo v letih, 33. letu, ne, in nekako se niso glih grebli za igralca, ki je že v 33. letu, ne, še posebej, če si tujec, ne, posebej v Italiji. Ne. Lahko bi vztrajal mogoče še kakšno leto nekje na klopi ali kaj podobnega, ampak me to ni zanimalo. Enostavno sem se hotel ustaliti, tudi zaradi družine, in sem vedel, da bi otroci malo šli v šolo in to, in nekako sem zbral pol Maribor,
kar se je na koncu izkazalo za zelo dobro potezo. V glavnem, zate se je v Mariboru praktično, če lahko rečemo, potem začele ta medena leta do skoraj do konca. No. Do zadnje 2 leta mogoče malo bolj trpite v Mariboru, ampak od leta 2011, ko si prišel ti v Maribor, se je zgodilo ni da ni. Takoj v naslednjem letu ste bili že v Ligi Evropa, pa ste jo potem ponovili še 2-krat, pa za 2014 Liga prvakov, pa 2017 Liga prvakov, tako da v glavnem same eminentne nasprotnike se tudi imel. Jaz si sicer ne bi veliko želel pogovarjati o tvoji igralski karieri, ker smo se tudi pogovarjali, da bomo šla malo hitreje tu čez, ampak to so bila neka medena leta zate verjetno. Ne. Glede na to, da so te že malo pri 33 odpisovali, si ti lepo zakorakal v ta zrela leta in odbrano verjetno tudi ene boljših partil v tem obdobju. Ne. Ja, se strinjam. V bistvu samo ni bilo vse tako lepo, kot se je slišalo zdaj iz tvojih besed. Ne. So bili tudi vzponi in padci vmes, in potem tle je bilo veliko truda, treba vložiti, malo se bolj poglobiti v sebe, v treninge, in tle pač, tako kot smo se nekako tudi pogovarjali tudi tle veliko vlogo imel Mitja Pirih, in ki me je usmeril na nekako, bom rekel, pravo pot, in v bistvu nekako sem šele v poznih letih začel spoznavati vlogo vratarja, kaj pomeni biti prav vloga vratarja. Ne. No, ker to naravno me je zanimalo. Sej, o Mitju bomo še govorila, tudi Mitja mi je ena od idej, ki ga bom zagotovo pač povabil v oddajo, mislim, da ne bo zavrnil, glede na to, da vem, da je zgovoren. Ampak ti si bil v Italiji. V Italiji, Italija pač je dežela, ki proizvaja vedno neke kvalitetne vratarje, veliko daje poudarka na razvoju tudi vratarjev. Ali je v tem prehodu, ko si prišel iz Slovenije v Italijo, pač Empoli je zelo eminenten klub na koncu, a si ti že doživel ali pa občutil to spremembo načina dela? Že ko sem prišel v Italijo, sem občutil spremembo način dela, kaj se zahteva od vratarja, ampak v bistvu v Italiji je že ta, kako bom rekel, mladinska šola tako nekako imajo bom rekel, izpopolnjeno, ampak ker nekako osnove ful pokrivajo. Jaz sem recimo prišel mogoče v Italiji, nisem bil tako taktično izobražen, imel sem neke sposobnosti, kot so, hitrost, eksplozivnost, branje igre, vodenje ekipe, ampak bom rekel, nekako Italijani imajo to osnovo, ko zajamejo osnovo že v zelo teh mladih letih, pol naprej nimajo problemov. Res je, da je tam večji bazen in da je lažje najti dobre vratarje in proizvajati, ampak imajo nekako to osnovo, ki pa je skoraj nekako po celi državi enaka, se ne razlikuje. Je en stil, bom rekel, branjenja in en stil, kako trenirati vratarja. Kaj je te bila glavna razlika? Se ti je zdelo, da si v Sloveniji zelo veliko delal na neki repetitivni moči, na ponovitvah, na metanjih, pa na tem, v Italiji pa več na sami postavitvi, na izvajanju tehničnih elementov? Kje je glavna razlika bila? Glavna razlika je v bistvu, tako kot si rekel, v taktiki, tudi v izvajanju tehničnih elementov. Zdaj nismo šli v take detajle, v Italiji, saj jaz nisem občutil takrat, ker oni v detajle, ko si član ali pa ko si že enkrat pač s prvo ekipo, ne grejo toliko v detajle, ampak samo pač korigirajo bolj taktično kot tehnično. In jaz, ko gledam svojo pot, kako sem se razvijal kot mlad nogometaš, bom rekel, je primanjkovalo trenerjev vratarjev, in enostavno jih ni bilo. So bili, ampak to je bilo vse, tako kot si rekel, vse je bilo na kvantiteti, kot pa na kvaliteti. Veliko več ponavljanja, veliko več na moči. Recimo spomnim se priprav pri Olimpiji, ko sem prišel iz mladincev, sem moral delati vse iste vaje, iste teke, distance, vse delati, kot delajo
celo moštvo in če si zaostajal, so rekli, kaj s tim mlad, ne moreš laufati. Ja. Ampak, zate pa ni pomembno to toliko, ne? Ne. Pač si imel neko moč osnovno, ki bom rekel, da pri nas jo niso znali usmeriti ali pa kako bi se izrazil, zelo malo je bilo poudarka na tehnike. No? Tako. Ok. Pa zdaj, se pravi, ti prideš iz Italije v Slovenijo, kdaj sta vidva z Mitjem začela sodelovati? Sodelovati smo začela v bistvu zdaj že, bom rekel, da mislim, da je bilo konec leta 2012-2013. Aha, je že od takrat on v Mariboru? Ja, v bistvu bom rekel, mislim, da je bilo 2013, se pravi to, ko smo zimo imeli, v bistvu, ko smo prezimili v Evropi. No. Tako bom rekel, mislim, da smo potem 16. finale igrali s Seviljo spomladi in ta sprememba se je zgodila glih takrat. Zdaj, da tisti, ki ne poznajo celotne zgodbe, lahko zelo na kratko, Mitja Pirih je bil vratar v Gorici. Ko je zaključil svojo kariero, se je zelo študiozno podal v proučevanje treningov vratarjev. Glede na to, da je dosti kotiral na italijanski trend, se je tudi odločil, pač v pogovoru z njim sem imel takrat priložnost v Italijo, spremljal način dela v Italiji, določene stvari prilagodil tudi sebi in naj bi pa zelo veliko spremljal Samirja, ne, kako je delal v Interju in skozi pač te prilagodil način dela v slovenskem prostoru, kjer si pa ti bil najbolj na udaru v tem razvoju. Ne? Sem prav povedal? Tako. Ok. Zdaj, če se vrnemo še malo samo tu na igranje kot igralec, dej reč mi, kjer stadion ti je bil najlepši, kjer si igral? No? Malo tako čisto. Ja, to je v bistvu Celtic, ne? Celtic Park. Celticom, ko smo igrali. Se pravi, to je bila prva liga prvakov in ta stadion mi je bil res tak. Že sam uspeh, ne, ti spodbudi take spomine, čustva in še potem, še posebej, ne vem zakaj, zato ker mogoče zato, ker je bil zelen, pa mi smo bili vijolični. Je bil kontrast tako velik, da je bilo. Je bil tak velik kontrast, ampak je bil v bistvu poln stadion in navijanje, vsi kontra tebi in da ti rata v bistvu na njihovem stadionu v bistvu zmagati je res. Nekaj norga, ne? Nekaj norga, ker tako vzdušje je tam bilo, da ne znamo pisati. Moraš doživeti. V glavnem, zdaj, ko si prej omenil, ne, ni bilo vse z rožicami poslano, normalno. Pač vi ste bili v tem obdobju zelo pod pritiskom, da se poskuša pobirati vse lovorike v Sloveniji. Vi ste uspeli v tem obdobju 6-krat biti državni prvaki, 3-krat ste bili pokalni prvaki, ne vem, kolikrat je bil super pokal, se opravičujem, mi je malo šlo. Ampak si navajen zmagovati. Se pravi, lahko rečemo, da ko se enkrat igralec navadi zmagovati, ko to postane del njega, da je zelo, zelo težko izgubljati in da delaš vse na tem, da boš naslednje leto ponovno zmagoval. Res je. Ko si enkrat okusiš lovorike, ko si enkrat res to letvico postavil visoko, ne, in prvič, ko smo izgubili prvenstvo, nam je bil res cilj takoj naslednje leto ga vzeti nazaj. Ne. To je bilo, mislim, da 2016, ne, tam 2015, 2016, ker potem 2016 smo takoj dobili nazaj in potem smo šli takoj naslednje leto spet v Ligo prvakov, ampak ko si enkrat navajen zmagovati, vzemati lovorike, te ne nadomesti nobena stvar ne nadomesti tega občutka, ne, kako je, ko celo leto treniraš, ko vsak dan garaš, in potem na koncu pride lovorika. Ne. In res, ko imaš enkrat to v DNK-ju, tako bi rekel bivši direktor Renka Maribora, ne, ker nas je znal kar
Dobro motivirati, ne? Dobro motivirati, znal nas je držati napete, znal je neko mero vzdušja imeti v ekipi, da je bilo zmeraj napeto, da nikoli ni bilo sproščeno, ne. In takrat, ko so bila to v bistvu najbolj uspešnejša leta, je on to res znal povleči prave poteze, ne. Ampak s tem, da res je bil pa obkrožen z ljudmi in z tako organizacijo v klubu, ki je res ni bilo para v Sloveniji takrat, ne. Vseeno, vi ste se takrat kosali ne samo z slovenskimi klubi, vi ste se kosali pač tudi z evropskimi klubi, vi ste bili zelo, zelo na nivoju evropskega nogometa. Ja, res je, ker v bistvu bili smo pa nekako res, bom rekel, sestavljeni, ne, da nekako na vseh igralnih mestih je bila res kvaliteta kar prisotna, ne, in smo res znali dopolnjevati en drugega, ne, in potem je bila pač stvar kluba in vodstva, da so to vzdržavali, recimo, mislim, da so držali to kvaliteto visoko, ne, da so vlekli prave poteze, kar je pa to v nogometu res najtežje ponavljati, ne. Je pa zanimivo to, da ko sem gledal zdaj za obdobje za nazaj, ne, si ti v 10 letih zamenjal 4 trenerje, od tega se ti je 2-krat Milanič vrnil, v zadnjem letu ste pa tudi zamenjali 4 trenerje, ne. To verjetno tudi zelo vpliva na samega igralca, ko prihaja nov trener, kako bo odreagiral, a bo šel v menjavo generacij in tako naprej. Meni je bilo zadnjič ravno, ko smo z Radosavljevićem govorila, je tako omenil, da se mu je zdelo, da po svetovnem prvenstvu, da je reprezentanco so prehitro odpisali starejše igralce, tiste ravno to, ki so navajeni zmagovanja bili, ali pa osvajanje nečesa, in da so se prehitro lotili kar menjati vse naenkrat, ne, da bi bilo verjetno precej bolj smiselno, če bi šli malo bolj postopno. A se je tudi vam začelo to dogajati, tako iz tvojega zornega kota? Pa v bistvu na začetku niti ne. Na začetku je bilo to postopno, se je zmeraj mogoče menjal 1, 2 starejši, to jedro je ostajalo, ne. Ja, to je meni bilo fascinantno, da vi jedro ste imeli kvečjemu res 2 igralca, ki sta lahko, pa še večinoma so ti, ki so prišli, ki bili, so se potem prodajali naprej. Tako, tle je klub vlekel zelo dobre poteze, ne, ampak je pa res, da moraš biti nekako s časom, ne. In tudi sama nogometna igra se je od takrat res kar spremenila, ne. In zdaj moram reči, da enostavno zdaj so vsi atleti, ne, večinoma, ne. Zdaj je to res ratalo tempo, ne. Zdaj so taki nori rezultati, ki jih prej, ne vem, se nisi mogel predstavljati. So vsake tolikokrat se zgodili, ne vem, 6-0, 6-2, 5-2, ne, tle se v bistvu nogomet je ratal, kdo bo dal več golov, ne, nekako. In kdo bo koga več prelaufal, kdo bo močnejši, res atletsko, ne. Tako da mi smo nekako tudi, bom rekel, taktično in zrelostjo in z kvalitetno ekipo držali nekako korak in v Evropi in v Mariboru, ampak bom rekel, mogoče je bilo pol pa, tako kot si rekel, ko se zamenja kakšen res starejši, pa res taka močen karakter ali karika v ekipi, ne, potem pa lahko pride res do padca rezultatov, ne. No, upajmo, da se bo čim prej, da se boste zložili nazaj in da boste na poti. Sicer je prav zanimivo, ne, da za določene moštva velja vedno, to ne govorim samo za naš slovenski prostor, ampak takoj, ko je tretji v ligi, ne, kaj je narobe z ekipo, ne, vse bo šlo narobe in se mi zdi, da tudi takrat, ko še ne bi bilo nobene panike potrebno ustvarjati, ampak bi bilo potrebno samo vztrajati v neki poti, da tudi novinarji mogoče malce prehiter udarijo, ustvarijo zgodbo in nek dvom ali priložnost za to, da se bi kaj tudi podrlo, no. Dajmo midva iti naprej, da ne bomo zalutala preveč. Dobro. Daj, se pravi, tvoja pot vratarja kot igralca se je zaključila. Kdaj si ti vedel, da boš postal trener vratarjev? V bistvu, že skozi sem imel to željo, ne, v bistvu, že odkar sem, v bistvu, bom rekel, da je bila tle mogoče prevaga, ko sem spoznal Mitjo Piriha, ne, nekako, kako se je on študiozno, kako se je lotil
v bistvu nas je bilo več vratarjev v ekipi, ne? In enostavno, kako se je on lotil vsakega vratarja posebej, kako se je on lotil vsakega detajla posebej, kako je on to spravil, bom rekel, art coaching na en višji level, ne? Kakor res, on pa res, kar se tiče tega art coachinga, pa res v take detajle se je spravljal, ki so se v bistvu tudi korigirali z treningi in potem z rezultati, ne? In tam je to bilo fascinantno, vse te analize, vse te podrobnosti, kaj vse vpliva na vratarja in nekako spoznanje z To pomeni, tem delom. da si že prej začel nabirati literaturo in gledati tudi iz vidika trenerja, ker ravno to je zdaj pač mene zanima, ne? Ko si ti igralec z vsemi, ko smo se zdaj pogovarjali, ne, je pogled res drugačen, kot potem, ko postaneš pač trener. S tem, da zdaj vi ste mogoče pri tebi kot trener, ti imaš 2, 3, 4 vratarje, ki konkurirajo, ne? Mi trenerji, ki delamo z ekipo, pač v sodelovanju z vami postavimo vratarje, potem pa onih ostalih, ne vem, 10 igralcev, ki pride v ekipo, zbiraš med, ne vem, 22 je malo, ne, v Mariboru imaš ti po 35 igralcev, ko iščeš nabor ven, katerih 10 bo štartal, ne. Kak je postal ta tvoj pogled potem iz igralca v trenerja? Si kaj ugotovil, da si mogoče kdaj bil preveč egoističen ali pa da si preveč bil občutljiv ali pa glede na tvoj karakter mogoče niti ne, kakor se midva poznava, zelo skoncentriran pa fokusiran. Ja, ker sem v bistvu vedel, da samo to prinaša vrhunske rezultate, ne? In potem sem res probal ostati res fokusiran, zbran, predan temu pač, kar sem delal in kar sem rad delal in v bistvu mogoče sem tudi bolj fokusiran rato, zato ker me je že počasi čas se je iztekal pri meni, ne? In potem sem hotel nekako izvleči maksimum še iz teh zadnjih let, ne? In mogoče tudi zato sem se bolj toliko posveščal temu trenerskemu delu in toliko se bolj poglabljal in vase in v trenersko delo. Zdaj, ti si iz teh zadnjih nekaj let si pol naredil še kar 10 ven, kaj? Ne, bom rekel, da ja, iz zadnjih, ne vem, bom rekel od 36 tam do 40, 42, ne, ajde. Ampak, ja, ampak zdaj potem se vprašaš, ne, kaj bi bilo, če bi bilo, ampak v bistvu, kaj bi bilo, če bi imel že prej te pogoje za delati to znanje, ki sem ga pridobil samo v takem kratkem času, ne. Tako da noben me ni znal usmeriti, povedati, tako kot sem pač to spoznal. Si pa vedno vedel, da želiš biti vratar, nikoli nisi hotel biti igralec. Na začetku od otrok sem hotel biti igralec, ja, seveda. Pa ponavadi v špici, ne? V bistvu povsod, jaz sem bil povsod rad. Povsod rad sem pa dajal gole, ne. Ker, ne vem, jaz se še spomnim v Šiški, ko sem hodil v osnovno šolo Richarda Jakopiča, smo imeli pač igrišče, ne. Tam mi smo dobesedno znucali asfalt. Prav je bil gladek, tako da če je bil dež, nisi mogel igrati. Mislim, mi smo vseeno igrali, ne, ampak smo se dostikrat tudi polomili, ne. Po snegu, po dežju nima veze, samo da se igra. Povsod, ja, tako. Saj v bistvu smo bili pač taka generacija, da smo res bili povsod in da smo delali vse. Mi smo igrali in bejzbol, in košarko, in nogomet, kjer se je dalo bob steze, sankali smo se z Šišenskega hriba dol, ni da ni bilo, s kolesi smo šli, nas ni bilo, skoraj cel dan doma so nas starši iskali in take razne neumnosti. To, kar se mi tudi pogovarjamo ves čas, ne, da otroci danes so preveč pod nadzorom, nimajo niti možnosti kakšne bedarije narediti, ne, ampak iz bedarij se dostikrat kaj naučimo od tistega pametnega potem za življenje. Tako. A se ti spomniš še, kako so tvoji treningi izgledali 20-25 let nazaj? Ja. Kak si imel približno en tak tedenski cikl, ko si ga ti v sezoni tekmovalni imel? Se pravi 20 let nazaj? Pa cirka. Ja, cirka. Pred Mitjem Pirihom, pa pred Italijo. V bistvu, jaz sem golmanske treninge zelo v poznih letih začel nekako, bom rekel, nabirati.
da več ali manj si bil prepuščen samemu sebi in če si treniral z ekipo. Pač enostavno tudi, ko si bil na Svobodi, Zagorje in tako naprej, da nisi imel možnosti niti trenirati 2-krat na dan, plus tega, da sem moral še zraven kakšno delo upravljati, da sem lahko v bistvu sploh preživel, ne. Tako da bom rekel, moj trening je izgledal tako zjutraj, če sem imel čas, sem si vzel, recimo, ko sem bil še na Svobodi, sem si vzel žoge, zjutraj sem se preoblekel, sem se zmenil z ekonomom, da bom dobil in sem potem, ne vem, vadil met iz roke, degažiranje in take stvari, kar sem lahko sam delal. To te nihče ni vodil, to si bil sam. To sem bil sam, potem pa sem si tudi sam moral iskati kakšnega trenerja vratarjev, ne. Se spomnim, tudi je bilo eno obdobje, ko sva s Samerjem skupaj trenirali na Slovanu, ko nas je recimo treniral Milan Zaviršek, ne. Tle je bilo že kar, ko sem v bistvu jaz bil brez kluba, ne, Olimpijo je tako in tako propadla in takrat si res iskal vse neke, kako bi ti rekel, možnosti za treniranje, ne, povsod in znanja, da bi ga kje dobil, ali karkoli, da bi se naučil, karkoli, da bi naredilo ono prevago, da se ta kariera nekako dvigne ali pa obrne v boljšo smer, ne, in na koncu se tudi je, ne. Ampak vseeno, recimo, če gremo potem vsaj v obdobje Kopra, tam si ti, glede na to, da v tem prejšnjem obdobju si ti bil v klubu, kjer je več ali manj deloval samo trener za ekipo, verjetno tudi trenerjev za vratarje ni bilo. Moramo vedeti, da UEFA tudi šele v zadnjih 6-7 letih se zelo trudi z tem usposabljanjem vratarjev, se pravi, da je nas Slovence prisilila, da mora imeti trenerja C, zdaj ti že upravljaš trener vratar A, verjetno, ne? Ne, v bistvu jaz sem zdaj začel z C trenere in UEFA B trenere. Zdaj sem zaključil to dvoje šolanja, ne, mislim. In tako da zdaj naslednjo leto sem pa že, bomo videli, ne, seveda, smo se hoteli že vpisati v A, ne. Ampak mi imamo zdaj na usposabljanju imamo tudi posebej smer, se pravi samo za vratarje, ne, tako da hočem samo poudariti, da v tvojem obdobju, ko si še bil kadet pa mladinec, je bilo zelo prepuščeno nekim samim idejam vratarjev ali pa trenerjev vratarjev, kaj početi in na kakšen način. Znanja je bilo, bomo rekli, nekaj manj ali pa precej smo bili omejeni, ni bilo tudi ne literature veliko na to temo. Tako da ti lahko rečeš, da si se prvi srečal, da si imel na treningu vsak dan možnost trenerja vratarjev šele v Kopru. Ja, v bistvu se je v Olimpiji tudi bil, ne. Ja, ok, ampak rečemo, tam nisi bil v prvem planu, pa bomo rekla, da je to zdaj Koper. Ja. Kako je to v Kopru izgledalo? A si imel ti že takrat po, ne vem, ponedeljek bomo delali moč, pa v torek bomo delali tehniko padanja, pa v sredo bomo imeli visoke žoge, na kak način ste vi imeli to razdeljeno? Nekako smo imeli razdeljeno tako, da smo imeli ponavadi ponedeljek, torek, golmanske treninge, ne. Vse ostalo je bilo pa povezano z ekipo, ne. Se pravi, če smo imeli 15 minut časa, smo se segreli, smo šli z ekipo, ne. Zdaj v ponedeljek recimo smo delali na moči, ne. Na moči, v torek pa je, bomo rekel, nekako, kako bi se zdaj temu reklo, transformacija, ne. V bistvu, da zbudimo te hitre krčljive mišice v bistvu, ne. In na eksplozivno moč in tu je bila zraven še potem pač ob tehnika moč nekako združena, bom rekel, ne. Tako da tu v Kopru res sem se prvi srečal, da sem imel tako vsaj 2 dneva trenerja vratarjev in potem ostale dneve pa z ekipo, ne. Zdaj, tako kot si rekel, potem šele proti koncu tedna, se pravi, kakšen dan pred tekmo ali 2, smo pa šli recimo na priprava na tekmo in zraven si potem še naredil mogoče visoke žoge, ne. Centeršute, se pravi, ampak
tisti treningi mi niso toliko ostali v spominu, so bili dobri, so bili specifični, ker je v bistvu bila spet neka sprememba, neko novo dogajanje v moji karieri, ne, ampak mi niso ostali v spominu, zato ker je bilo samo, da naredimo. Ne. Zdaj ne bom rekel, da je bilo dobro, je bilo dosti stvari sem takrat sprejel. Ne. Bom rekel tudi tehničnih, ali pa v bistvu, bom rekel, sem sprejemal izkušnje, ne pa znanje. Nisi doživel te sistematičnosti tudi zaradi tega, ker je bila slaba mogoče komunikacija tudi med trenerjem vratarjev pa glavnim trenerjem ali kaj drugega? Pa mislim, ne bomo kritizirala zdaj preveč. Ampak... Ne. Mislim, da je bilo to zaradi tega, ker, kot se je rekel, zdaj so se šele začele licence za trenerje vratarjev, ne. Potem definitivno komunikacija med trenerjem in trenerjem vratarjev, ne, ker ponavadi je bilo tako, da so te zmeraj dali nekamo kod za delati. Ne. Bom rekel, da dostikrat v karieri, skoraj večinoma, je bilo, da nisem delal niti v svojem prostoru, v katerem branim. Ne. Že to je velika pomanjkljivost. Ne. Jaz zdaj se trudim, da ko treniram fante, da vse delamo v 16-metrskem prostoru. Ne. Da imajo orientacijo za prostor, da vejo, kdaj izleteti, kdaj ne izleteti in tako potem delaš tehnične, taktične stvari, ampak vse na golu. Vse izhaja iz gola, iz pozicije gola in to mi je mogoče manjkalo v tem začetnem obdobju, ne, posebej pa to v Kopru. Ne. Pa si potem v Italiji pa že potem doživljal spremembo glede te ciklizacije tedenske, je pa to se verjetno precej spremenilo. A je to tudi pomenilo, da si ti moral imeti kak dodaten poseben trening za to, da si potem lahko z ekipo delal? Ker trenerji smo tu, vidim, da zelo različni. Ne? Jaz imam isto zelo kot trener, imam zelo rad vratarje na treningu. Ne? Se poskušamo pač dogovarjati, da je kakšen dan, kjer bomo mi, ne vem, ravno tisto, kar si ti rekel, delali, ne vem, mi zaključek preko bokov in boste vi hkrati delali pač, ne vem, visoke žoge pa lovljenje teh visokih žog. In se takrat vratarji pač samo bolj ko ne ugrejejo za ta glavni del, kjer bojo oni izvajali določeno zadevo. V določenih segmentih se pa dogovarjamo, da pride pač trener vratarjev z vratarji pol ure ali pa 45 minut prej in da potem samo v tem glavnem delu, kjer bomo mi več imeli mogoče taktičnih vsebin in ga rabimo zaradi igre in ostalih zadev, da je potem pač za občutek te igre tudi on na golo. Koliko se ti je to kaj potem dogajalo, spreminjalo, ali je to pač potem z Mitjem bilo? Ker mislim, da je vseeno tu zelo pomembna, kakšna je komunikacija glavni trener in trener vratarjev in tudi ta komunikacija, da se mi pogovarjamo, glavni trener, kako taktične informacije predaja zaradi tega, da je tudi vratarjem lažje potem v igri. Ne, da se potem trener ob strani dere, pa kaj mi igraš na stran, a cel trening, ne vem, cel teden smo igramo po tleh, on bi pa rad imel hitro tranzicijo visoko na sredino preko boka, recimo. Ne, v Italiji sem se že srečeval mislim, da so imeli trenerji vratarjev in trenerji glavni v Italiji kar komunikacijo, ker v bistvu vse se je nekako podrejalo v bistvu glavnemu trenerju, ne, in v bistvu taktiki, ki jo je želel izvajati, ne. Tako da smo že imeli, v Italiji je bilo več tega, se pravi več taktične postavitve, več treningov, ki so se nanašali na vsebino pač in taktiko, ki jo je želel glavni trener izvajati. Tako da v Italiji je bilo, to bom rekel, to res top, ampak čist drugi nivo je pa, bom rekel, Mitja Pirih. To pa res, ker nekako, mogoče tudi zaradi jezika, ki sem ga takrat začel spoznavati, nisem mogel niti takoj vse povezati nekako nekatere stvari, ne, ampak zdaj, ko pogledam nazaj, ne, točno vem, kaj so mi nekateri trenerji razlagali, kaj, zakaj, kako, ne, in kdaj, ne, tako da, ko pa smo to s Pirihom, sem pa prav začel nekako vpijati, ne, v sebe, ne, ampak, tako kot smo rekli, že v Italiji je to res, nekako imajo ta sistem, ne, da so določeni treningi res specifični, kar se tiče moči, kar se tiče taktike in potem bolj prehaja proti koncu tedna,
to vse pol povezano z taktiko ekipe, ki jo bo izvajala pač na tekmi, ne. Tako da, ampak v seriji B še posebej, ker v bistvu tam je bilo pa res nekako, bom rekel, težka liga, ne. In ti si se v bistvu, cel teden smo se pripravljali na ekipo, ki si igral v nedeljo, samo na njo, ne. Čeprav si imel svoje določene neke principe v igri, ne, ampak še posebej pa pol si dodal, ne vem, 2-3 taktične zamisli, kako bi lahko se odbranil ali pa, ne vem, ali pa jim dal recimo gol, ne. Se pravi, zdaj, če gledamo iz vidika tudi tega, kako je včasih izgledalo, pa kako danes izgleda, ne. Vemo, da včasih rekvizitov, pripomočkov je bilo zelo malo ali pa skoraj jih ni bilo, ne. Dej mi reči, kako si ti to sprejemal, ko se je vsako leto začelo nekaj dogajati, ne? Vi v Mariboru imate zdaj tudi top na koncu, ne? Da ne rabiš ti noge preveč trošiti, ne? A drži to? Drži, samo v bistvu zaenkrat top se upravlja samo za prvo ekipo. No, ok, zdaj, ti še moraš toči noge. Jaz se moram toči, ja. Še moraš zdrževati moč kvadre, zato da dobro udariš po žogi. Tako, da ne bi še kakšno koleno šlo. Ja, ok, ampak ko smo se prej pogovarjali, ne, mi je meni prav zanimivo bilo, ne, ta del, ne, ste zgonili asfalt, toliko se je igrali, toliko smo delali vsega okrog, da si večinoma v tistem obdobju prihajal, za malo posplošil na trening, zato da so te še mogoče kondicijsko pripravili in tehnično si večinoma opravil vse stvari na ulici, ne. Danes gledamo, da moramo vso tehniko, taktiko in še kondicijo narediti v klubu, zaradi tega, da potem zadeva lahko teče ali pa da dvigujemo nivo nogometa. Ampak ta del, kako si ti sprejemal to, ne vem, od tega, da so ti, ne vem, zdaj karikiral, na začetku nič, potem neke ovire, potem pupe, pa potem zdaj te pupe, ko so velikosti in oblike živega človeka, te napihljive z vodo spodaj, do topa, do ne vem, česa vse še vi pač zdaj uporabljate. Kako si ti to doživljal vsakič? A te je to motiviralo ali te je to obremenjevalo? Ne, to je definitivno motivacija. Čim je bil kakšen nov rekvizit na treningu, je to bilo res motivacija. Si komaj čakal, da, ne vem, da ga, bom rekel, izprobaš. Da vidiš, kakšne reflekse imaš, ko se odpreže ali pa nekih nepravilnih stvari odbija. Še posebej kaj novega, ne. Zdaj, mi smo znali, v bistvu Pirih je znal tudi si kaj novega tudi sam ščalati, recimo, kar smo videli, da že imajo nekje, ne, v tujini, ne, pa smo probali sami to narediti, ne. V bistvu Pirih sam dobil kakšno idejo, pa je probal kaj sam tudi kakšen rekvizit narediti, ne. Ampak žal to ne moreš patentirati, ne, ker je že v uporabi, ampak glih to, da smo imeli za svojo uporabo, ker vseeno, jaz mislim, da se premalo v klubih, ne bom rekel v vseh, ne vem, zdaj se to že spreminja počasi, ampak premalo se daje res na rekvizitih, še posebej pa na infrastrukturi, ne. To je pa res nekaj, kar nam primanjkuje in tle je mogoče res velika razlika med tujino in nami, ne. Ja, tu bomo morali na vseh področjih, in to se pogovarjamo in na količini igrišč, na razsvetljavah, včasih imamo že z žogami težave, kaj šele z vsemi možici, klobučki in vsem, kar še pripada zraven. Reci mi, zdaj, če gledamo potem iz tvojega vidika, kako zdaj ti deluješ z najmlajšimi? Kdaj ti, rečemo, priporočaš, da bi nekdo se specializiral za trenerja vratarjev? Za trenerja vratarjev? Pardon, za igralca. Za igralca. Ja, mislim, da specializacija prav tam nekje 14., 15. letu, ne, tam bom rekel za vratarja, ker v bistvu že zdaj je šel nogomet toliko naprej, da imamo že zdaj v bistvu trenerje vratarjev že pri najmlajših selekcijah, ne. In tle že jih dajemo neke določene dražljaje, kako naj bi to izgledalo, ko bo odrastel, ne da bi se on zavedal, da jih daje, ne.
se pravi, je bolj povezano na igri, zabavi, vse skozi igro, vse skozi zabavo, da razvija, ne vem, določene sposobnosti, kot so, ne vem, izmet iz roko, ki je dodana vrednost, ali pa da že kot majhen, ne, da razvija, ne vem, driblanje, vodenje žoge, da se ne srečuješ s težavami, recimo, kakor se zdaj jaz recimo srečujem v kadetski ali mladinski ekipi, ki mi fantje ne znajo igrati z nogo. Ne. Kar je pa zdaj recimo, je pa ključno sploh, da lahko sanjaš o kakšnem uspehu ali pa da boš kaj dosegel v svoji karieri ali v življenju, ne. Tako da specializacija res tam nekje v 14. 15. letu, te mlajše pa jim dajati samo dražljaje, da to razvijajo, v bistvu, da ne razvijajo to, kar jim bo pol prav prišlo, ampak sploh, da se ne zavedajo, da razvijajo. Tako bom rekel. To pomeni, da bi ti pri U13 še rekel trenerju, ne vsakič drugo branje, ali kaj? Pa se ne obremenjuje z rezultatom. Definitivno jaz v bistvu, koliko pri razvoju, definitivno rezultat ne bi bil pomemben, ker v bistvu ti, bom rekel, da je en banalen primer, ne rabiš trenerja, ki se ti bo daril, zdaj podaj levo, zdaj desno, zdaj v sredino, recimo, ne, to je že en, recimo, kot je recimo decision making, ne. Vratar se mora sam odločati, kaj bo naredil, brez da ga kdo vodi, ker ko bo prišel potem, ne vem, v starejša leta, bo pa kar enkrat nobenega ne bo, da mu pove, kam da poda, ne. In tle že recimo en primanjkljaj, ne. Ampak ja, se strinjam s tem, jaz bi dal, jaz že zdaj, ko se pogovarjam s trenerji, vsaj do U14, že, ker imaš recimo dva nekako enakovredna vratarja, ali pa da tudi, če je kakšen malo slabši, malo boljši, zmeraj, da si enako razdelita število tekem, ne, da imate nekako enako minutažo, in to pri mladih bi jaz. Ja, pri U13 pa en polčas en brani, drug pa malo gre igrati vmes, ker so leteče menjave in tako, ali kaj? Tudi lahko, seveda, zakaj pa ne. Saj, zdaj golman tako in tako mora znati igrati. In mogoče bo še občutil nekatere stvari na igrišču, ne, da se potem lahko bo postavil, ne vem, v vlogo svojega soigralca, ne. In to vse doprinaša, vse je to dobrodošlo. Koliko pa ti potem, ali pa imate to v klubu zdaj narejeno, kako pa izbirate ali pa povabite, ne vem, enega igralca v klubu, ko ga prepoznate, da bi lahko bil dober vratar? Ali je to še vedno prepuščeno več ali manj temu, da pač nekdo od igralcev sam da neko željo ali pa interes pokaže in se pa tega igralca potem usmerja? Ja, zdaj trenutno, ko mi sem začel delati v klubu, ne, zdaj smo komi vzpostavili neko rdečo nit, po kateri delamo, ne, da vse stvari, ki delamo, da se bojo na koncu srečevale z prvim moštvom, ne, ali pa v bistvu, ne, nekako, da se, kar se bo začelo delati pri U9, U10, U11, U12, da se bo sam nadgrajevalo vse do mladincev, ne. Tako da, zdaj sem malo zašel, vprašanje. Ne, kako izbrati, ali pa si ti, mislim, v bistvu, v primeru, da ti zdaj vidiš, da je nek igralec visok, pa da ima predispozicije za dobrega vratarja, se pravi tudi karakterno in vse ostalo, bi mu ti svetoval, ali se vedno, se pravi, da pride na treninge za vratarja, pa da proba tudi se preizkusi v golu tudi, ali pa se to bi več ali manj še vedno prepuščalo nekim individualnim željam. Sej na koncu verjetno v tvojem obdobju si se ti sam odločil, da boš vratar, ni prišel trener pa je rekel, Jasmin, ti si pa, a veš, jaz bi te pa dal na gol. Jaz bi to še zmeraj, bom rekel tako, prepuščal individualnim željam, če se mene vpraša. Zdaj v klubu imamo pač nekako so se že fantje že sami odločijo, da so vratarji, ne glede na, ali bojo zrasli, ali so visoki, ali so, ne, ker zdaj, če gledamo enega Šeškota, zakaj bi njega dali na gol, če sposoben, dober zabija, ne. Ja, ali pa če ima take sposobnosti, ne, ker recimo glede na njegovo driv pa eksplozijo bi bil vrhunski vratar, če bi se to, ne, samo to je vseeno odločitev, ne, ki jo naredi pač igralec sam in
ta more prevagati, zato ker ta želja te pol žene naprej. Ali boš dober napadalec, ali boš dober obrambni, ali boš dober vratar. Ne, ker rečemo, meni je zelo zanimivo, pač, ko sem prebiral športni gen. V modernem športu načeloma naj ne bi več prevladovalo, koliko je nekdo visok, ampak koliko bi ne imel, recimo pri košarki ali pa za vratarje bi bilo verjetno zelo podobno, ne, kakšen ima razpon rok. Torej, tudi če si ti visok samo 1,90 m, pa imaš razpon rok 2,10 m, imaš še vedno prednost napram tistemu, ko je visok 2 metra, pa ima razpon rok še samo 1,90 m. A se to tudi kaj že gleda, ker ti imaš velik razpon rok, tebi se to zelo videlo, ko si stopil na gol. Ne? Ja, ampak v bistvu vse bom rekel, da to je prišlo, mislim, da to pride s treningi tudi, ne? Tako, ko se pri vratarju, to, kad vrže žogo, to, kad se vrže, to, kad pade na iztegnjeno ramo, to, kad se ne ta, bom rekel, jaz imam nekako to v glavi, da bi bi vzel to kot zaradi tipa treninga, ki ga izvajaš, ne. Tako kot plavalci, pa to, ne, imajo nogice take suhe, roke imajo pa isto velik razpon rok, ne. Sam pa moraš prav čas začeti trenirati to, tako, da si v času razvoja. Da ali je pa nekaj tudi delal v otroštvu, ki mu je to spodbudilo, ne. No, se ja. Ja. Okay. Se je obešal po drevesih, ne vem, se je guncal rad, ne vem, visel, ne vem kje in... Ampak ne, zaenkrat to ne gledamo tako v klubih, ne, da gledamo razpon rok in to, ne, ampak mislim pa, da se pa prepozno vprašamo, kar se tega tiče, ali bo fant zrastel. Ker jaz mislim, da zdaj v tujini dosti dajo na to, da opravijo določene meritve, katerih se vidi, koliko lahko nekdo zraste, ne, ali pa kakšen razpon rok bo imel in tako naprej. Ne. Ja, pač ko se više, ko gremo proti top nivoju, ne, več stvari se pregleduje, pa bolj so manj stvari prepuščajo na ključu, bomo temu rekli tako. Ne. Ja, ravno zato sem pač tudi omenil prej športni gen, ker v določenih športih se resno že prav pregleduje tudi slika genska in če določenega gena nimaš, potem ne boš določenega športa igral, tistega, ko pa zanima, ne si pa knjigo prebere. Je pa res, pardon, ko te prekinjam, je pa res, da je specifika pri nas, ker je manjši bazen. Ja, ne, sej. In pri nas ti, če se nekdo odloči za vratar in je dober vratar, ampak je majhen, ne moreš nekaj izbirati, kaj preveč, ne. No, sej do tega še tudi pridemo, do selekcije pa do vsega ostalega. Okay. Dajmo midva zdaj na treningu stati, ti si zdaj trener kadetov pa mladincev v Mariboru. Kako pa zdaj pri tebi izgleda ta tedenski ciklus? Kako ste se lotili? Če lahko te tako malo sprovociram, zdaj jaz, ko si naredim tedenski plan, ponavadi gledam, da imam prvi trening mi je nekje uvajalen, v drugem treningu, če gledam iz kondicije, se pravi, izhajam bolj iz vidika hitrosti, v naslednjem treningu iz vidika laktata, iz četrti trening je že neka bolj zdržljivostna regeneracija in peti trening pred tekmo je neka aktivacija in potem pride tekma. Ne. Če gledam iz vidika taktike, je prvi trening bolj poudarka na tehniki, drugi tehniki, ki se pravi še ni taktike, v drugem treningu več individualne taktike, pa potem skupinska taktika, pa potem zadnje 2 treninga skupinska ali moštvena taktika, se pravi, itak vemo, da zadnji trening ponavadi so tista priprava na tekmo, prekinitve in ostale stvari. Kako vi razdelite zdaj to, ali skozi vidik kondicije, ali pa skozi vidik tehnike, taktike, ta tedenski cikl? Tako bom zdaj rekel, zdaj mojih prvih 6, v bistvu 6 od junija, v bistvu julija, tam sredine julija, ko sem prevzel v zelo specifičnih okoliščinah. Ne. Še, bom rekel, dosti je bilo tekem, dosti je bilo turnirjev, dosti se je potovalo okoli, ne. Ampak vseeno sem si naredil neki osnovni plan, ki sem si ga želel v bistvu izvajati, ampak to, kar jaz želim recimo izvajati, meni v tedenskem plan ne pride. Vsi elementi, ki jih želim izvajati, mi ne pridejo. Tako da jaz sem si nekako to razdelil, kaj bi jaz moral v
2 tednih, 3 tednih zajeti, da zajamem nekako celoto, ki želim, ki da vratar izvaja na sami tekmi, ali pa kar se ga bo dotaknilo na tekmi, ali pa kar bo doživel na tekmi, ne. In tako da recimo začnem jaz teden, isto, tako kot smo rekli, osnovno moč, ne, čisto v bistvu zelo dajem poudarek na mobility in core, ne, in potem v bistvu glede na stanje, ki so bili vratarji, sem nekako opazil, da jim primanjkuje core in mobility, ne, in potem nisem mogel iti na neko specifično moč, ker potem sem tega mišljenja, ne, če nimaš jedra, pa če nimaš razgibanih vseh, ne vem, gležnjev, kolena, ne moreš iti v neke določene vaje, ker jih ne boš pravilno izvajal, ne, in ker te vaje, ki boš izvajal, porušiš, ne, tako da začetek tedna bom skrajšal. Ne, vse ti kar, zanimivo. Ja. Meni se vedno pač vmes pojavi 100 vprašanj, ne, ampak pa sem se naučil tudi pridno poslušati, ne, tako da bom, če bo kaj posebej, si bom tega zapisal, pa te še vmes da skrajšam, tako bom rekel, recimo ponedeljek moč, s tem, da je moč, bom rekel, da izvedem v roku pol ure, s tem, da je predpriprava na moč, ki jo izvajam, predpriprava na samo moč, ki pa vsebuje recimo core, stabilizacijo, mobility, in pa traja skoraj uro pa 15. Ne? Se pravi, jaz gledam na to, da pripravim telo na napore, ki jih bo izvajal. Te napori so zelo kratki, eksplozivni, vse nekako zaenkrat delamo na lastni teži in potem to je to, hitro končamo in ne pustim nekako, če je le možno, ne pustim, da grejo tisti dan z ekipo trenirati. Ne? Se pravi, oni so naredili svojo moč, če pa slučajno želijo imeti vratarje, pa moram nekako pol malo prilagoditi glede na vsebino treninga, ki bo izvajal, ne? Da ne bo pol ta igralec, v bistvu vratar, preutrujen, ne? Ker smo delali določene gibe mišic, da zdaj gre pol na druge gibe mišic, ki se nekako ne ujame. Tako da potem torek se trudim, da imamo hitrost, eksplozijo v bistvu na igrišču, transformacijo naredimo, da nekako vzbudimo te hitre mišice, ne, da naredimo transformacijo. V tej transformaciji je tudi, vsebuje se pač določeni tehnični elementi, kot se tiče padanja, smer padanja, koraki, zelo dajem poudarka recimo na korakih, ne, ki jih recimo vratar uporablja na golu. In potem pa počasi gre teden. Sreda recimo taktična postavitev na golu, to so pozicije, se pravi, nekako imam naštudirano, iz katerih pozicij padajo goli in te pozicije pol tudi vadimo na golu, recimo, ne. Potem gremo četrtek visoke žoge, zraven, če je premalo časa, dodamo zraven še tehniko, kar se tiče, se pravi, ujameš visoko žogo, akcija, reakcija, podaja z roko, sam, hrbet, povratna žoga, se pravi, vključimo tehniko z nogo zraven, ne. In petek pa zdaj je odvisno, da je tekma, če je v petek priprava na tekmo, sobota tekma, če pa imamo še en dan fraj, pa pol vržem noč še kakšen tehnični element, kar se tiče vratarskega dela. Ker tu zdaj, ta prvi del, ko si ga govoril, se pravi, ta ponedeljek, torek, v časih, ko si bil ti mlad, se je zelo tako izčrpavalo rado vratarje, ne? Sploh ta eksplozivni del ali pa del hitrosti ste vi znali, tako jaz tudi pol za nazaj, ko sem normalno proučeval ali pa študiral tudi za trenerja, sem ravno razmišljal, ne, kakšna korist je bila ali pa je sploh, da nekdo naredi, ne vem, 5-krat padanje pa pobiranje, vi ste lahko naredili to, se mi zdi včasih tudi po 20-krat, ne, ker je že človek v takem laktatu, da je toliko zakislen, da itak ne more nič več narediti, a reakcija jutri ne bo, da bo hitrejši ali pa bolj eksplozivna, ampak samo, da bo bolj zdržljiv. Kar je pa kontraučinek tistega, kar ste vi trenirali, ne. In tu se je verjetno pri vas vratarjih zelo veliko spremenil, ne.
Definitivno, ne, recimo zdaj, kar sem prej razlagal o moči, ne, jaz sem nekako v svoji glavi, da je nekako idealno, da v tekmovalnem obdobju, ne, se naredijo maksimalno 3 serije, če je med tednom ni tekme, ne. Ampak Tri je pa serije. ponovitev je pa koliko potem nekje? Maksimalno 5. Ja, in Ja, tu se vidi ta en del razlike, ne? In drugi del, tako. tisto, kar si prej govoril, ne? Danes vratar ni več samo vratar, ki stoji v 5-metrskem prostoru, danes je vratar libero bivšega sistema, če že hočemo. In velikokrat trenerji zdaj želimo, da igra zraven. To pomeni, da mora igrati z obema nogama, mora imeti kvalitetno, močno podajo, mora biti sposoben tudi zadeti igralca na 40 metrov iz igre, ne samo z roko, ampak tudi z nogo in razumeti taktične postavitve zraven. Koliko si pa tu vključen ti z glavnimi trenerji, se pravi z mladinskim pa z kadetskim trenerjem, koliko te vključujete zraven, kje bi ona dva želela ali kje bi ti želel, da so vratarji postavljeni za to, da ste vsi zadovoljni na koncu, ne? Ja, ne, tle kar dobro sodelujemo v bistvu zdaj z Petrovičem in z Kekom mlajšim, ne, Matjažem. Mislim, da imata nekako isti pogled, bom rekel, kar se tiče vratarja in to prepustijo meni, ne. Zdaj sodelujemo ful dobro, recimo, ko vadimo izhode, se pravi, kako bomo začeli napad, ne, se pravi od vratarja. To zelo vadimo in potem mi on v bistvu tudi pove, kaj bi rad, ne. Ker jaz nimam ekipe, ne, zraven, ki bi lahko to vadil, ne. Se pravi, jaz moram uporabljati gole, moram uporabljati druge vratarje in s tem jih pač treniram, tudi ko uporabljam druge vratarje, tu zraven vklopim še določene vaje, da vadijo tehniko, ne. Se pravi, jaz moram narediti prvo samo z vratarjem, ne, in potem imamo enkrat na teden, ko to povadimo. Jaz bi rad to mogoče, da se večkrat povadi, ne, recimo, ne, ker ko si ti enkrat na golu in ko imaš celo ekipo pred sabo in ko ti nekdo dela pritisk, ta pravi pritisk, ne, na treningu je težko pripeljati situacijo tekme, ne. Vse nekaj ustvarjaš umetno, ne. In ampak več ustvarjaš umetno, večji pritisk delaš, bolj približaš tekmi, vratarju bo lažje, ne. In tle mislim, da kar zelo dobro sodelujemo tu, se pravi pri izhodih, ko gradimo igro in pa pač taktične postavitve, kdaj se igra odzadaj, kdaj se žoga ne bije izza linije, kdaj na bok, ne, to v bistvu imamo vse nekako naštudirano in govorim na pamet. Ko te ekipa pritiska 6-6 na tvoji polovici, seveda ne boš igral, ne, gor imaš 4-4, se pravi samo ali odvisno kakšnega tipa igralca imaš, če imaš nekega tovariša, da ga zdaneš na prsa, ga ciljaš v prsa, da zadrži žogo, da lahko idemo gor, ali pa da boš nekega brzanca imel spredaj, da nabiješ izza zadnje linije, ne. In tle pol seveda pride pa do izraza potem ta tehnika vratarja, ki pa je zelo pomembna pri mlajših selekcijah, ker vse, kar so delali pri mlajših, se pol pozna pri mladincih, ne. Imaš enega vratarja, ki ne more čez sredino nabiti, enega pa, ki lahko, ne, in zdaj, kaj je bilo v procesu razvoja, zdaj spet, ne. Ampak da ne zaidem spet na drugo temo. Ja, ne, sej okej, sej. Ker in pa v bistvu meni v tem, kar zdaj govoriš, ne, mi je prav zanimivo, da to zanj smo z Iztokom Kavčičem ravno na Brdo se pogovarjala, kako danes ni več samo pač faza branjenja in faza napada, ampak ključna sta ravno te dve tranzicije iz ene faze igre v drugo, ne. In tudi za vratarja danes, ko prestreže žogo, lahko z rokami ali pa z nogo, je zelo pomembno, da je sposoben te tranzicije iz faze branjenja prenesti dovolj hitro v fazo napada, ker takrat je največ možnosti, da se bo nekaj zgodilo, ne. In vse te stvari, ne, ko se pač mi zdaj pogovarjamo, je ravno toliko je stvari, da se včasih vprašaš, kako natrenirati in da je nujno vmes pač odigrati toliko in toliko tekem zaradi tega, da potem lahko ti igralcev razložiš, ga učiš, da dobiva te izkušnje, ki so nujne, ene na treningu, ene na tekmi. Koliko pa ti potem uporabljaš, rečemo,
moderno tehnologijo na treningih, ali pa si jo želiš, ali pa ne vem, ostale pripomočke, ki jih pač vratarji lahko uporabljate za to, da se napreduje. Ja, zdaj, trenutno sem pač želel si, da se nabavi kamera in da se snemamo treninge. Zdaj zaenkrat smo nekaj malega posneli, spet, ker to pač ni naše, in potem si malo sposojamo. Nekako težko je pol pokazati neki napredek. Jaz pa mislim, da upam, da bom čim prej dobil kamero, da bom lahko vsak dan treninge snemal, da v bistvu tudi lahko popravljam, a sem dobro izvajal, a nisem dobro izvajal, a sem dobro sodeloval, a sem jim dobro povedal, a sem jim dobro razložil, da se potem tudi vidi, ker res, ko eno stvar vidiš tako, veliko stvari ti uide, kar ni posnetega, bom rekel. Jaz bi tle ful veliko stvari dajal na video analizi. Tle mi je to res, to sem tudi pri Pirihu spoznal in tle se strinjam, da se mora res trening snemati, ne zdaj vsak dan, bom rekel, ampak na vsake toliko, ker nima smisla vsak dan, ker ne boš napredka videl iz enega dneva v drugi dan, Ampak takrat, ko pač imaš neko udarno zadevo, ko izvajaš ali tehnične ali taktične zadeve, zaradi tega, ker skrajšaš pot učenja, ker se igralec vidi, ker velikrat se zgodi, to se pač vsem nam dogaja, saj trener ne ve, pa drugače vidi, pa pogledaš na kameri, pa rečeš sam, pa res, kje sem jaz, ko res nisem tekel, ko nisem zaprl, tako. Tako da zdaj to je edino, kar lahko izkoristim, v bistvu, ko se tekma snema, pa še to moram reči, da se ne snemajo vse mladinske tekme, včasih si malo presenečen. Bom rekel, da nekateri klubi imajo to organizirano, imajo že tudi te nove kamere, sledilne vejo. In, vi v klubu nimate veja? Ne. Aha, okay. Se pravi, to boš zdaj pritiskal, da se nabavi? Zdaj. Lej. Vsi pritiskamo, Vsi pritiskamo, na koncu nimamo niti rekvizitov dovolj. Se pravi, od kamere naprej, kaj ti meniš, da je danes nujno, da ti potrebuješ kot trener za to, da boš lahko dobrega vratarja od pripomočkov razvil? Ja, definitivno infrastrukturo, sam to govorim, infrastruktura od fitnessa, od telovadnice, od kako smo rekli, kamer, infrastruktura je pa, bom rekel, osnova, ampak kljub vsemu, ne vem, zdaj pripomočkov niti ne rabiš nekako toliko veliko zdaj, one osnovne res, ne vem, palce, stožce, kakšne odbojne mreže, kakšne pupe, odbojne mreže, tako, ja. Tako da vi, ko prijete golmani na udaren trening, rabite še 5 ljudi zraven, da vam vse privleče gor na igrišče. Res je. Ja, zdaj jaz bom rekel tako na skrivaj, malo rečem, če si lahko kaj sposodimo od članov, pa kakšno stvar tudi ne vrnem, jo kar pustim tam pri mladincih pa kadetih, ker mislim, si bojo oni vanda že nabavili, ali pa imajo, se sploh ne uporabljajo, zakaj pa ne. Tako da jaz si že kakšno stvar prilastim in zdaj imam že mogoče, ne vem, imam steperja niso imeli, recimo, steper. Zdaj imamo že 2 pupi, zdaj delamo na 3, zdaj bomo dobili še 2 napihljive, ampak to pač moraš vleči, pa skozi tam čarati nekaj. To je še Pirihovo, še to pokrado. Ja. Problem je pa v tem, če se pa sceliš, ne vem, da imaš igrišče, ne vem, v Ragozi, ki je malo dol oddaljeno, imaš pa spet druge rekvizite, in potem moraš se malo prilagajati, malo čarati, to je del slovenskega nogometa. To je del slovenskega nogometa, recimo, pol spet moraš se prilagajati, če si imel v planu narediti, ne vem, tehnični trening z nogo in ti rečejo, da si naslednji dan v Ragozi, ki je mehak teren, težko izvedljivo, Tehnični trening bi raje izvajal na umetni travi, ki žoga lepo gre, in nimaš problema, ampak potem se tle še malo lovimo, čaramo in tako naprej. Gremo naprej. Zdaj, vratarji ste lahko veliki junaki, lahko ste pa veliki tragiki. Tvoja napaka zadaj se pač vidi od vse posod in potem zelo hitro se pride do raznih obsojanj.
zdaj se ne spomnim točno, pa sem prej gledal ta Brko, angleški vratar, je bil tak reprezentančni, tak tragik, ko ga je dobil z polovice igrišča, tudi recimo, ne. Ampak velikokrat se zgodi, da vratar odbrani lahko, ne vem, 3 vrhunske obrambe in potem 4. Nekaj se je pa zgodilo, žoga je skočila, zdrsna skozi rokavice in dobiš gol. Na kak način, bom te tako vprašal prvo, na kak način si se ti spoprijel s temi težavami takrat, ko se ti je to zgodilo, ker vsi delamo napake in tudi tebi se je to kdaj zgodilo, ne? Kako si imel psihološko pripravo in kako, rečemo, zdaj ti delaš z temi mlajšimi vratarji, ker vseeno kadeti, mladinci, vemo, hormonska baza je toliko nora, da jaz še enkrat res spoštujem, veliko sem delal z njimi kot trener, spoštujem vse trenerje, sicer ti dajo ti igralci lahko zelo veliko užitka, ker so lahko marljivi, delavni, bolj, ko si marsikdo misli, ampak so pa vseeno velikokrat tudi labilni v tem, da so na eni strani svetovni prvaki, pa hodijo okrog, kot da so požrli vso pamet sveta, ne? Na drugi strani pa jih lahko neka zelo mala stvar spravi tudi iz tera. Tako da dajmo prvo, kak si ti, pa pol kak ti zdaj, rečemo, njim svetuješ? Ja, jaz sem na začetku težko prenašal te napake, še posebej pa v sredini, kot je bila recimo Maribor, ne, ker si bil nekako bolj na oku, bolj na udaru, bolj na vsemu in v bistvu Pa je bila to tudi klub je bil tak, da te je imel na udaru ali samo ta občutek strani novinarjev, ko so te pritisnili? Klub niti ne, klub je zmeraj imel podporo in je razumel take stvari, ne. Ampak bom rekel, bolj za publika, novinarji, ko se je ustvarila neka taka energija, ko se ustvari še posebej, ko ti mogoče na 2-3 tekmah ne gre zaporedoma, ali pa ti na eni tekmi gre, pa se je vseeno tekma zgubila, pa te še kar krivijo za da si izgubil to tekmo, recimo, ne. V bistvu, jaz sem imel nekako, na začetku sem imel kar težave s tem. Je bilo eno obdobje v Mariboru, ko sem, bom rekel, mogoče, ki je to izhajalo tudi iz otroštva, ne. Jaz sem mislil, da sem za vse jaz kriv, ne. Sem imel nekako to predstavo o sebi, ne. Se pravi, tudi, ker doma je bila pač neka situacija, vse, kar se je zgodilo, sem bil jaz kriv doma, ne, in zdaj, da se mi je to nekako Ata, tvoj je kriv, da se je to tako pri tebi zgodilo. Ja, če je Ata kaj spil, sem bil jaz kriv, če se ne, in tako naprej, ne, ampak dobro, pač vsak ima neko to svojo zgodbo, ampak v bistvu res se ti določene stvari v mladosti, ne, še posebej v otroštvu, se ti kar zarijejo v podzavest, ki se niti ne zavedaš, ne, in jaz sem na začetku imel kar težave z napakami, ker tudi ko ni bila moja napaka, sem jaz si vzemal to sebi kot napako, recimo, ne. In še vedno razmišljal, kaj bi ti lahko naredil za to, da bi rešil. Tako, ampak v bistvu pol nekako smo naredili korak višje, sem tudi recimo obiskal psihologa, ker sem ga obiskoval mogoče 1 mesec, ampak je bilo že po 1 mesecu v obisku pri psihologu, sem si zelo hitro razčistil stvari v glavi, on mi je dal tudi vedeti, da sploh ni nobene težave v meni, ampak da so nekatere stvari iz otroštva in da moram na nekatere stvari drugače gledati, ne. In bom rekel, da meni je pač dosti pomagala pomoč psihologa, bom rekel, ne. Na začetku sem se pa težko, pač sem razmišljal o napakah, še posebej mi je bilo težko, če naslednji dan po tekmi ni bilo treninga. Ne, če je bil mogoče kakšen dan prost. Če je bil pa trening, sem pa skozi trening kar hitro pozabil na vse te napake in sem samo razmišljal o tem, kaj moram narediti, da bom še boljši, ali pa kaj moram narediti, da ne bo prišlo naslednjič do kakšne take napake ali pa podobno. Okej, vsem, ki še niso, ne, ti vem, da nisi, ne, tako da moraš poslušati Aleša Vičiča, ko ga imamo kot gosta, ne. Aha, okej. Ki je bil športni psiholog v Domžalah 4 leta,
tako da sicer je štartov z košarkarji Olimpije pri Saganinu, tako da zelo zanimivo oddaja. Tisti, ki ne veste, koliko so psihologi dobri trenerji lahko, zato da tisti, ki je dober, postane vrhunski in da je to zelo, zelo dober del za vse, ki imajo kakršne koli dvome, zato da pridobijo na samozavesti ali pa da sprejemajo odgovornost, priporočam poslušanju. No? Kako pa ti zdaj svetuješ tem svojim igralcem, ko se nekaj takega zgodi in ko vidiš, da postanejo labilni ali manj odločni, kako naj oni reagirajo na to? V bistvu jaz nekako ne dajem prevelike teže na to, ne. Se zavedam, da v tistem trenutku karkoli boš rekel, ne bo nič pomagalo. Ne. Meni ni nič pomagalo, če mi je ne vem kdorkoli kaj rekel, mojih občutki so bili še zmeraj isti v meni, ker enostavno rabiš čas, ko narediš napako. Zdaj eni manj, eni več. Eni so pa taki karakteri, ki to sploh ne gane in grejo takoj naprej. In take so nekako, bom rekel, tudi najmočnejši, ne, v bistvu, ne. Tisti najdlje pridejo ponovati, ja. Tako, tisti najdlje pridejo ponovati, ker se sploh ne sekirajo, ne. Samo s tem, da pa moraš imeti neki del odgovornosti spet v igri, ne. Zdaj, če ti 4-krat driblaš pa 4-krat gol dobiš, pol nekaj ni v redu s tabo, ne. Meni je pač fascinantno, skozi vsa ta leta, isto, ne, ko gledamo, kako smo različni ljudje. Nekoga motivira samo, da tekmuje. Nekoga motivira to, da se nekdo dere na njega. Nekoga motivira samo to, da ga ves čas mora nekdo hvaliti. Ne. In da ti ugotoviš, kakšen tip igralca je kdo, ne, potrebuješ ponovati nekaj časa. Ne. To se ne zgodi v 14 dneh. In se ti zgodi, da nekoga, ko bi ga bilo treba samo malo pobudriti, ne, da ga ti nahruliš, ker si pač poskušal, ker ne veš še točno, kak tip je, narediš lahko sranje za 1-2 meseca, da pridobiš ponovno zaupanje. Ne. Tako da ta dinamika vedno, trener, igralec je tudi zelo, zelo zanimiva in skozi leta se potem razvija in to je pol tisto, kar smo se midva na začetku pogovarjala. Fino je, če imaš enega trenerja 4-5 sezon, zaradi tega, ker z njim zagotovo po 2 sezonah večji del ali pa 95% stvari si uredil. Ve on, kaj pričakuje od tebe, ti veš, kaj pričakovati od njega in tu se potem samo dost mirno lahko pluje. Ampak vseeno, ne, te mladi igralci potrebujejo neke nasvete, kako reagirati v določenih situacijah, tudi iz vidika, kako pogledajo na sebe. Misliš, da to ni naš del trenerjev? Ma je, definitivno je. Mogoče se, ne vem, mogoče se prvič srečuje s tako situacijo, da je naredil napako, ne, in v bistvu je dobro, da ima nekoga ob sebi, ne, recimo trenerja. Jaz zmer poskušam, rečem samo kot prvo pozitivno, ne, se pravi, glava gor se zgodi, mi, ki delamo in treniramo in ki igramo, delamo napake. Tisti, ki so na kavču, tisti, ki so v lokalu, tisti ne bojo delali napake, tisti lahko samo kritizirajo naše napake. Ne. V bistvu lahko, si lahko privoščijo, ampak oni ne smejo vplivati na nas, ne. In tako da jaz rečem tako, ne, pozitivno, glavo gor, gremo dalje. Kaj, če se to zgodi v prvi minuti? Moraš še 90 minut odgarati. Tako ga poskušam dati v neki položaj, da tudi, če se zgodi napaka, da je to pač sestavni del nogometa, ne. Da ni to zdaj, da se je svet podaril, ne. Pa še, če mi le uspe, vem, da sem najdel tudi posnetke, recimo od Donnarumme, pa od Oblaka, pa od Camerja, tudi od mene pokažem, kakšne sem jaz napake delal, ampak ko sem bil, recimo, nisem imel posnetkov, ko sem bil mlad, ker takrat še ni bilo toliko teh videov, ne, ampak zdaj od teh vratarjev, recimo, se da dobiti, recimo, kakšne napake je Donnarumma delal v Primaveri, ne. To je zelo dostopno. Vse to je sestavni del odraščanja, je, da delaš napake. Sej igralci ekipe, ki osvajajo lovorike, še vedno so večinoma med 29 in pa 32 letom v povprečni starosti, kar pomeni, mi moramo igralca pripeljati do tega, če želimo nekaj osvajati, ne. Ekipe, ki so stare 22-23 let, zelo malo osvajajo, ne.
In Ja. tudi mene sam v teh obdobjih, ne, ko govorimo o 17, tudi 19, da ga bomo mi pripeljali čez 22, 23 leto, se pravi še te 4 leta, da bo lahko začel ali pa dojemal članski nogomet takšen, kot je v resnici. In imamo tu, se mi zdi, v Sloveniji kar veliko težav, pa mogoče tudi v tujini, ker vsi menimo, da bi že, če je talent, bi že moral pač pri 18 pa 19 kar igrati, ne. Ampak se tebi dogaja, da ravno tako zgodilo. Mi dva smo se pogovarjala, ti si verjetno svojo, če bi izhajal iz tega, kar sem zdaj rekel, bi ti moral že zdavnaj nehati verjetno nogomet igrati. In ti si, tako kot, ne vem, smo imeli v oddaji Koruna, ko je pri 27 šel šele v tujino, pa pri 32 šele postal reprezentanta, ne. Se pravi, koliko je to zanimiva zgodba, ne, glede na vse možnosti, ki jih imamo, in da je ključno prebroditi, ker to je tudi eno od mojih sporočil v veliko oddajah, ne. Igralca pripelja do 23, 24 leta, potem bomo šele mi začeli govoriti o resnem ali pa profesionalnem nogometu ali pa čem podobnem, ne. A naredimo mi dva en premik, ti si tudi trener v U19 reprezentanci. Ja. Tako je. Trener vratarjev. Trener vratarjev, ja. Da ne bo pomote. Pač si del strokovnega štaba. Povej mi, kako vi selekcionirate ali pa izbirate vratarja. Ti si sicer zdaj tu tudi krajše obdobje, tako da si prišel več ali manj na postavljeno zadevo, ampak vseeno, kaj vi gledate v reprezentanci, da boste vzeli vratarja? Je to trenutna forma, ali je to povezano z ekipo, ali pač nekoga, ko se mu zaupa? Na kak način to gledate? V bistvu samo iz športnega vidika, se pravi samo znanje. Znanje in pa v bistvu tudi karakter, kar jaz iščem, ne. Zdaj res, kot si omenil, sem zelo kratek čas tukaj, ne, tako da neka selekcija v bistvu je bila že narejena, ne. In jaz res gledam znanje, se pravi čisto iz športnega vidika, športno znanje, ne, in pa karakter. Zdaj pa nekega velikega bazena ni, ne, izbire ni, ampak Ti izbiraš pač več ali manj iz teh 14 klubov prve lige. tako. Od tega pač je ponovno se ti zoža hitro na 4-5 vratarjev in tu znotraj verjetno se išče bolj kot ne. Ker v bistvu zdaj v tem kratkem času jaz nisem mogel niti pogledati vseh vratarjev, ne. Ampak nekako širši spisek sem dobil, ne, kdo je zdaj pač kdo je že bil nekako skozi zraven, in tiste pač, kar sem jaz uspel pogledati, ne, res smo v bistvu skupno odločitvijo selektorjev potem pač jaz priporočam, na koncu spet on zbere, ne. Tako da tudi potem za samo tekmo na koncu vedno pač ti priporočaš, on pa zbere, ne. Ja, v bistvu se pa tudi vidi na samih treningih, ne, teh, ki smo skupaj, kdo izstopa, kdo je taktično podkovan, kdo ni taktično podkovan, kdo je tehnično boljši, ne. In tako da v bistvu ta čas že recimo že v enem tednu ti lahko oceniš, ne, kdo je bolj nekako spada skupaj, pa kdo je bolj dovršen, bom rekel, že izdelan igralec, ne. Reci mi, se kaj pogovarjate o tem, da bi tudi na zvezi imeli dosti podobno strategijo, kar se tiče dela vratarjev, ali pa da bi se svetovalo kaj klubom, kako se usmerjati, da bi se Slovenija, sicer imamo vrhunske vratarje že zdaj nekaj let, ampak vseeno, ne, da bomo še imeli tudi v prihodnje, ne. Se pogovarjate tudi o kakšni skupni strategiji za delo z vratarji ali pa razvoj vratarjev? Jaz pa tako daleč nisem, tako da o tem se res še nismo nič pogovarjali. Jaz, kar sem se uspel tako pogovarjati, v bistvu je edino z Pirihom, ne, kar se v tej smeri tiče, ne. Ampak moram reči, da smo res samo oplazili, nismo se niti toliko pogovarjali, ne. Bi bilo zelo dobro, ne, da bi imeli nekako rdečo nit tudi
na zvezi in da bi se šolali nekako vsi vratarji enako, ne? Ampak mislim, da to pri nas še ni izvedljivo in da je še to kar daleč. Ja, sej tudi, če se samo pogovarjamo, se tebi zdi smiselno, da bi se o tem pogovarjali, pa da bi se počasi šli v ta razvoj? Ja, zdaj, osnovni principi bi morali obstajati. Jaz mislim, da bi to moralo biti, ne? Ampak jaz ne vem, težko je, ker jaz zagovarjam en stil branjenja, ne? Nekdo drugi pa zagovarja drugačen stil branjenja, ne? In tle bi se mogoče že začelo malo stvari tepsti. Ja, Jaz nisem najpametnejši, niti... Sej mi imamo vsak lahko svoje mnenje. Moje mnenje je tudi to smo zadnjič se tudi z Radosavljevićem pogovarjala, ne, da ali je smiselno imeti model slovenske igre. Zdaj, v oddaji pri nas je bil, ne vem, Verdenik, doktor Zdenko Verdenik, kjer je absolutno zagovarja to, ker je to tudi, mislim, ne zaradi tega, ampak je tudi doktor Branko Elzner to zagovarjal, ne. Povsem iz nekega logičnega, znanstvenega vidika verjetno tudi, ne. Zdaj, ko smo se z Radosavljevićem pogovarjala, mogoče ne, da bi ravno govorili povsem o modelu igre, ampak o nekih principih v igri, pa zagotovo, ne. In zdaj tudi, če se mi pogovarjamo danes tukaj, pa nam bomo čez 3 leta rekli, ok, lej, nekaj se je pa spremenil, mogoče pa ne bo nič narobe, ne. Ker vi ste bili zdaj v kvalifikacijski skupini U19 z Italijani, Islandijo pa Litvo, ne. Ja. Zdaj, prav zanimiva je pač ta zgodba Islandije, glede na to, da so oni še pa manjši kot mi, pa verjetno, če gledamo naravne pogoje, imajo precej slabše, kot jih imamo mi, ne. Ampak so pa ustvarili si pogoje. Vemo gor, da so pač dvorane pokrite z nogometnimi igrišči, odločili so se pač, da bo nogomet eden od teh njihovih temeljnih športov ob rokometu, ki ga tudi zelo kvalitetno igrajo, in igrajo tudi dober nogomet, no. Mi ne moramo reči, da oni ne igrajo. S tako malo populacijo oni tudi, da se uvrstijo na katerokoli veliko tekmovanje, je absolutno velik uspeh. Saj velja isto za nas. Jaz se včasih tako zelo pristajam k temu, da moramo biti ambiciozni, pa da moramo si želeti, pa da vsaj, ne vem, v roku 6 do 8 let, da želimo priti na veliko tekmovanje, ampak moramo se pa tudi strinjati s tem, da je to res težko. In da bomo morali to, kar ti govoriš o infrastrukturi, verjetno veliko več noter vložiti. Ampak si ti opazil, recimo, zdaj, ko ste bili na kvalifikacijah, da med vratarji Slovenije, pa Italije, pa Islandije, da je neka razlika ali da smo vseeno tu nekje. A je to pač lahko samo, ali pa pripisujemo lahko temu nekemu individualnej kvaliteti samega posameznika? Ja, zdaj, tako kot sem jaz videl vratarje, ne, recimo Italije, ne, je, bom rekel tako, res zelo samozavesten vratar. Znanje ogromno, taktično, tehnično znanje ogromno. Zdaj pogledam vratarja Islandije, ne, je, bom rekel, tehnično znanje je, taktično je že slabše. Ampak, ne, zdaj na koncu ne vem, kaj prevlada, rezultat ali pa pač način, na katerega oni zdaj proizvajajo vratarja. Ampak mislim, da pa pogledam našega vratarja, ki pa je tehnično in taktično zelo dober, ne, ki v bistvu je tudi tretji vratar v Mariboru, ne, ki ga trenira Pirih, ne, ki je zelo podkovan, ne. In zdaj pa v bistvu, ko gledam, ne, je pa razlika v tem, da se mi zdi, da tam, ko je velik bazen, ne, recimo v Italiji, je že tako, se pravi, oni se morajo med najboljšimi izboriti najboljši. Ne. Pri nas je to malo drugače, ne, se pravi, ne rabi dosti, da si že v reprezentanci, v bistvu ni tako velikega bazena, nimaš tako velike konkurence, ne. In se to potem pozna tudi na karakterih, ne. Tako da bi
kaj sem hotel povedati, ne, je, da imajo več konkurence, pa še bolj delajo včasih, ko mi. tako, bom rekel, da ja, definitivno. In tle tudi pol pride do izraza infrastruktura, ne. In zdaj recimo pogledaš enega Islandca, ki se je, ne vem, ki je komaj čakal, da pride malo iz Islandije, da pride na neko tekmovanje, kvalifikacije in v to željo nekako tudi je prisotna pri vseh igralcih bila, ne, in tudi pa recimo, ko gledaš vratarja, ne, on se je metal na glavo, ne, ampak v tem metanju na glavo je tudi potem odbranil, ne, zdaj. To je zdaj moja ocena, ne, ampak vem pa, da je bil dostikrat v taki situaciji, ko je recimo odbranil eno situacijo, ki ni bilo logično, da je sploh v taki situaciji, ampak je odbranil. In potem bodi zdaj pameten, ker na koncu spet se vse odraža na rezultatu. Ja, saj to je pa zdaj tisto. Vse nekako povezano z rezultatom. In pa pri Italijanih pa vidiš rezultat in pa znanje in pa karakter in pa vse, ne. To je pa vse skupaj združeno nekako, ne. Ne, sej, pač meni ta del mi je ravno zanimiv, ne, da mi se včasih res ne zavedamo, kakšnega količine igralcev mi delujemo. Mi že, če gledamo samo Avstrijce, oni imajo več kot 8% delež registriranih nogometašev, kar pomeni, oni prehajajo, glede na to, da jih je nekje okrog 10 milijonov proti 800,000 registriranih igralcev. Nizozemci, ko so tu nekje, imajo čez milijon, imajo več kot 10% registriranih igralcev. Če gledaš ti Nemce, oni imajo 8 milijonov registriranih igralcev. Naš nabor je pa nekje iz 40,000 registriranih igralcev. Se pravi, s kom se mi primerjamo, ne? Potem je ena ta anekdota, ko sicer je iz odbojke ven, ko so Ruse vprašali isto, kako oni trenirajo, da igralci tako visoko skačejo. Pa je on selektor rekel, ne razumem vprašanja. Ja, pa kaj trenirate? Pa je on rekel, ja, ne treniramo, mi poiščemo tiste, ko tako visoko skačejo. Je zagotovo, če imaš ti možnost nabora, je veliko, ampak na drugi strani se pa kaže vseeno, da veliko pa pomeni tudi sam proces treniranja in da lahko marsikaj pač tu znotraj tudi ne privarčujemo, ampak skompenziramo za to, da ulovimo mogoče koga, ker Slovenija res dosega zelo, zelo dobre rezultate. Daj mi reči, kaj je za tebe danes modern vratar? Jaz sem si tako malo v glavi naredil, če bi pogledal skozi zgodovino tisto, rečemo, da še dokaj moderno, od Olivera Kahna pa do Casiljasa, pa do Neuerja, pa zdaj mogoče Donnarume ali pa Mendija. Imamo zelo različne tipe vratarjev, ki so bili. Vemo, da Kahn z nogo ni bil ravno najbolj spreten, Casillas je že precej prestavil to letvico, sploh pa verjetno Neuer, tako da, kaj ti gledaš, da bi je danes, ne vem, nek modern vratar, ki bo ali pa katerega se bo iskal potem za naslednjih 10-15 let, kaj bo mogel imeti vse? Ja, za mene modern vratar bo moral imeti tako, kot si rekel, vse, se pravi od tehničnega znanja, od igre z nogo, od taktike, od razumevanja nogometa, bo moral biti dobesedno kompleten. Sem zdaj, kaj kompleten zajema. Zdaj pa spet odvisno, ko gremo spet malo zalutaš, odvisno v kakšni ekipi igraš. Zdaj lahko je za nekoga kompleten vratar Oblak, recimo, ki ne zahteva toliko igre z nogo, ampak za koncept, ki ga imajo oni, je to vrhunski vratar. Seveda, zdaj jaz ne vem, kako bi se Oblak znajdel v Cityju, recimo, ko imaš pa enega Edersona, ki pa toliko zna z nogo, da ne moreš verjeti. Jaz pravim, da vratar bo moral razširiti svoje znanje. Se pravi, nekako bom rekel, ta pravo dozo, se pravi, in igre z nogo, in taktične postavitve, in znanja odriva, v bistvu
dobesedno, tako kot zdaj ratujejo igralci, bo tudi vratar moral ratati atlet. Ne? Atlet z zelo velikim znanjem. Ja, to je meni zanimivo, rečemo, da ko sem pregledoval tudi pred leti, malo več me je zanimala statistični podatki, koliko kdo opravi določenih, ne vem, šprintov, skokov in vsega ostalega, ne. Je bilo tako, da, ne vem, igralci so naredili na tekmo med 11 pa 12 kilometrov, to se zdaj pogovarjamo, da nekoliko pada na račun tega, da raste količina tega high intensity teka, ne. Ampak na drugi strani so pa vratarji delali tudi po 7 kilometrov na tej isti tekmi, ne? Ker danes radi vratarja ni več, da je od, rečemo, vratarjevega prostora do roba 16, ampak vsakič, ko gre se ekipa na nasprotno polovico, je vratar 40 metrov od svojega gola, ne? Se precej tudi ta del spreminja. Definitivno, ne. Se pravim, vse je pa spet odvisno, v kakšni ekipi si in kaj od tebe zahteva trener, ne. Ampak zdaj gre nogomet tako naprej, da že vse ekipe ali pa večina ekip, ne, že izvajajo tudi ta visoki pritisk, ne, in zato tudi ekipe visoko stojijo. Dostikrat jih vidiš na terenu, rešujejo stvari 1 na 1, ne, in tle, kot si rekel, vratar stoji visoko, je v bistvu neka varovalka, ne, in vratar, že tako se je vratar 20 let nazaj pa zdaj spremenil, ne, so imeli drugačne poglede na vratarja, ne, to je bil pač nekdo, ki ga daš na gol in zdaj pač je tam zato, da je tam, ne. Zdaj pa kaj vse more vratar delati, kaj vse more spremljati, kaj vse more akceptirati, kakšne odločitve more delati na tekmi, je pa res nekaj posebnega, v kakšno smer to gre, ne, in zdaj predvideti, kaj bo točno vse vratar rabil, je zelo težko, ampak mislim pa, da bo moral samo upgradati vsako stopnjo, ki bo osvojil. Recimo zdaj imamo to določeno, imamo, ne vem, Edersona, ne, next level je Edersona z refleksi pa branjenjem taktično Donnarume, ne, in ko to dvoje združiš, ne, bolj bo kompleten vratar, boljši bo, ne, se pravi, več bo imel vseh teh komponent, taktičnih, tehničnih, boljši bo in še da je še atlet zraven in da še, ne vem, zdaj bo mogoče naslednji, čez 15 let bo šel še gole zabijati, ne vem, kaj bo šel delati, ne, ampak govorim na pamet, ne. To se hiter se spreminja, ampak zdaj, ko si tako rekel, ne, kak bi pa ti pol sestavil zdaj vratarja? Ti bi Edersona bi vzel za nogo, Donnarumo bi vzel za refleks. Refleks in taktiko, že to je dovolj, evo. Aha, okej. Ja. Kaj pa na visokih žogah, kdo je bil najboljši zate? Za mene? Ja. Zdaj si me najdel. Ja, samo zdaj, a veš, zato ker jaz imam pogled, ko je bil na visokih žogah dober Van der Sar, samo to je bilo koliko let nazaj, ne. Zdaj pogledaš... Vse v redu, še šteje. Ja, ampak vseeno, zdaj pogledaš te visoke žoge, vse pride do tega stila, ki ga jaz gojim, je branjenje tudi prostora, ne samo gola, ne. Se pravi, ti, ko braniš tudi prostor, včasih treba tudi izleteti. Tako kot recimo, to zelo dobro isto dela in Donnarumma in Samir, zelo dobro to dela, ne, z izbijanjem, ne, in napadanjem prostora in branjenjem prostora. Tako da res, zdaj bi moral kar vzeti neko knjigo, pa vse to zapisati, pa še enkrat ti povedati, da ja nisem kaj izpustil, ker je to toliko teh stvari. Pa ne, sej, daj mi še pol pove, ajde, kdo je bil pa pol tvoj vzornik, ko si bil ti mlad, v koga si se ti prelevil kot pubertetnik na golo? Ne, meni je bil na začetku Van der Sar vzornik, ne, potem pa v bistvu s časoma tudi Buffon, ne, ampak pol pa sem kar začel se zelo zgledovati po bratrancu, po Samirju, ne, tako da. A jaz mislil, še rekel, pa sem se pa sam poseb, ne, pa sem pa šel na svoj next level in to je to. Ja. Ne, jaz v bistvu, ne, sem bolj skromen, jaz ne. Meni je bilo prav zanimivo, ne, zdaj, ko si omenil Samirja, jaz sem imel srečo z njim se srečati v U21 reprezentanci, ne, ti si tudi bil reprezentant in mlajših in starejših, sem na začetku selekcij sem pozabil te pohvaliti tudi v tem delu, ko smo takoj šla v Ligo prvakov, ne. Tako da mi je Špol povedal, sam naj povem še to zgodbo, ne, in mi je bilo prav zanimivo, ne,
ker ne vem, so bili vratarji v reprezentanci, kot so Pridigar in podobni, pa se mi je zdelo vedno, da imaš nek prostor, kam boš udaril žogo, pa da bo to pač šlo še lahko noter. Ne? Ampak pa sem prvič pač imel to varianto, da je prišel Samir takrat v reprezentancu 21, ne, pa sem prav tako že razmišljal, pa kak tem sploh kdo kdaj gol, veš, ker roke do tal, velik, refleksi, res fenomenalni, tudi tehnično je meni pač takrat deloval. Itak nisem trener vratarjev, ampak mi je deloval res dober in sem rekel, ok, to je ono, nek next level, čist, ne. Tako da je bilo pač res zanimivo, no. Zanimiva izkušnja, no. Kaj sem že rekel, da te vprašam? Za reprezentanco nek? Ja, ok. Kakšne so bile pa tvoje izkušnje z reprezentanco, ker smo na začetku pozabila o tem govoriti, ne? Pa v bistvu... Najlepši dogodki iz reprezentančnega časa. Dobro, najlepši dogodki so bili, ko smo šli v Afriko, ne, v bistvu, ne. Tu sem bil zraven, ne. Definitivno. Žal nimaš nobenega nastopa, ampak... Žal nimam nobenega nastopa, pač sem bral v kvalifikacijah 2 tekmi, ne. Tako da pač to leto, ne. Ampak žal mi je, ker nisem mogel tudi jaz v reprezentanci pokazati to pol, kar sem se jaz pol kasneje naučil, ne. Ker ne, tisto leto sem tudi zaključil pač reprezentančno pot, ne. Ko je prišel Pirih, bom rekel, tisto leto, ne. In potem takoj naslednjo leto smo šli v Ligo prvakov, ne. Ti si še zadnja tvoja tekma je bila kvalifikacije za svetovno 2014, ne? Ja. Proti Švici. Švici Takrat je Jan Oblak gre v klop, ne? Potem sta malo zamenjala. Ja, ne, on je pol... Saj pravim, takrat nisem imel takega znanja, ko sem ga imel pol že 1 leto kasneje, ne, in bi mogoče se tudi kakšne stvari drugače razpletle, če bi imel že prej to znanje, ne, recimo, ne. Ne. Sem dosti sem lutal po golu, nisem bil taktično, bom rekel, dovršen, sem kar taktično kiksal, ne. Pa ko gledaš zdaj tako kadetsko mladinsko ligo, ker si tu vključen, imaš tudi ta občutek, da so danes vratarji pri nas ravno tu najbolj šibki, ali vidiš kje drugje problem? Pa ne. V bistvu mislim, da se to kar popravlja zadeva, kar se tiče taktičnega vidika. Ker vidim, da tudi ostali vratarji, ko jih gledaš tako, ne, vsaj večinoma, ne, se vidi, da gledajo televizijo, da gledajo nogomet, ne. In da nekatere tudi dobre stvari vzamejo, ne. Če pa to še ekstra treniraš na treningu, je pa še to toliko boljše, se pravi, ko imaš vizualizacijo, pa še to, ko izvedeš na treningu, pa ko izvajaš na treningu, ko ti to pride v kri, je to toliko boljše. Ampak mislim, da zdaj, kar sem jaz videl, vratarje, kadete in mladince, do zdaj, kar sem videl tekme, moram reči, da sem kar presenečen, kako so nekateri že kar taktično dobro postavljajo na golu, ne, in delajo dobre odločitve. Ma ne vsi. Ne vsi. V glavnem se nekaj premika tudi na tem delu, ne. Nekaj se tudi na tem delu premika. Vidim, da moramo naslednjič, ko se bomo o vratarjih pogovarjati, zagotovo imeti Mitjo tukaj, pa tebe bom prosil zraven, da bo še kako dodatno vprašanje postavil, ko bo bolj zanimivo. Ja, ne. Kar se tiče Piriha, pa jaz lahko samo poslušam, pa gledam. Ne, sej, veš, sam ti boš iz drugega vidika kako vprašanje postavil, tako da bo bolj zanimivo. Ja. Jaz sem pa še vedno pač, lahko se pogovarjam o kondiciji, lahko se pogovarjam o neki taktiki cele ekipe, ampak ta individualna zadeva, ne, pa boš, da ga lahko vprašaš, veš, zakaj si pa že to takrat jaz delal, tako, ne, veš. Ne, jaz vem vse, zakaj sem takrat to delal. Mi je znal zelo podrobno razložiti, ne, in celo pokazati, zakaj ne smem to delati. Aha, ok, dobro. Ja, okay. Ker dosti smo se učili tudi na napakah drugih vratarjev, recimo, ne, zakaj bi se to nam dogajalo, če ne rabi, recimo, ne. Tako da sta veliko video materiala tudi pregledala. Definitivno. To je bilo 2-krat na teden video materijala za pregledati, plus po tekmi analiza tekme. Veš, to sem te prej pozabil vprašati. Si imel ti kako posebno rutino
za branjenje, ki bi jo danes rečemo tudi svetoval mlajšim igralcem? Govorim pred tekmami. Pa ne, mislim, da Tavares je rekel, da je vedno meditiral, pa da si je predstavljal, kako da 10 golov, da je pol enega ali pa 2 spakiral na tekmi. Ja, ne, v bistvu, če sem imel kakšno rutino, dostikrat sem se odvisno od tekme. Kaj mi je tekma, kakšna pomembnost tekme je bila. Ne, če je bilo to, recimo, mislim, ne bom zdaj rekel, če smo igrali z Nafto, ne, nisem imel nekega stresa, se ni čutila tekma. Ko pa si čutil tekmo, si pa začel tudi, ne vem, kakšno sem imel rutino, recimo, da sem si zvečer, predno sem zaspal, predstavljal, ne, se pravi, ko smo opravili analizo, ne, nasprotnika in sem si pol predstavljal, kaj se lahko zgodi na tekmi in kako lahko odreagiram, ne, ali pa kaj. Si pogledal napadalce tudi, kam streljajo? To smo zmeraj, sem imel možnost dostopa do Instascouta in sem si znal pogledati stvari, že sam pol na koncu. Tako da ti je bila to kar rutina v zadnjih letih? Pol. Ja. Sej, tudi imel sem lepo možnost, ne, dostikrat smo bili pred pomembnimi tekmami v karantenah in zvečer ni bilo drugega kot pa vzeti računalnik in to pogledati. Ne. Ja. Pol meniš, da ne bi bilo slabo, če bi se tudi že kadetske pa mladinske tekme malo snemali, pa delali kak nabor teh tekem, zaradi tega, ker bi tudi napredek naših igralcev lahko bil malce pospešen ali pa boljši. Definitivno sem spet vse, to je v bistvu videoanaliza, ti v bistvu samo služi, da lahko odpraviš kakšne napake, če jih recimo tako ne opaziš, ne? Ampak vseeno je pa pomemben, se pravi, trening, ne, na koncu. Sej, ta del, ko se pogovarjamo mi o GPS-ih, pa ne vem, laktatih, pa posnetkih, pa statistikah, pa to. Sicer vem, da se znajde nekdo in se zacikla znotraj vsega tega in potem mu je preveč pomembno. Ne? Ampak na drugi strani, tisti, ki zna uporabljati, je lahko to teh 1-3%, ki pa bo na koncu pomenilo, ali bom jaz zmagal ali pa bom izgubil tekmo. Ne? In tu je po moje vseeno pomembno, da mi tudi se s temi stvarmi ukvarjamo, glede na to, da se že cel modern nogometni svet ukvarja s tem. Tako, si mi vzel besede iz ust. Če je šlo vse tako na en višji nivo, zakaj bi mi bili še zmeraj zadaj, ne? Če je dostopno. To je tudi Tomaž Petrovič, ki je bil gost tudi tu pri nas, je rekel, ne, da ko so igrali kvalifikacije, pa so imeli še zadnjo tekmo z Nemci, je rekel na koncu, jih gremo vprašati, tamle imajo 3 videoanalitike, verjetno več vejo, kakva je naša ekipa, kot pa mi sami. Ne. Ja. Tako malo, veš, kje se igra, pa kdo je dober, pa kdo kiksa, pa tako, in kako bi oni z našo ekipo igrali proti sebi. Ja. Tako malo za šalo. Moj sodelavc v oddaji Centra Gol Isak te pozdravlja, je rekel, da te moram vprašati, če še stopiš kaj na gol, na treningih. Edino, ko pokažem kaj vratarjem, se tudi vržem. V igro ne greš več? Ne, v igro ne grem več. Da malo motiviraš ta mlade? Ne, zaenkrat ne, ker nekako šparam se za stvari, da lahko izvajam, recimo, tako bom rekel. Ne? Ker vseeno, ko stopim na gol, nimam brenze, grem na polno moč in potem, ko greš na polno moč in če kaj ni, lahko hitro kaj se... Si rekel, zgubo pa ne bom. Ne, veš. In potem ne, še posebej zdaj, tako, ko smo, bom rekel, ko sem v teh letih, hitro pride do poškodbe. Ja, posebej, če nisi aktiven. Pa tudi ta del je tudi zanimiv. Igralca vedno ti spraviš v delovno temperaturo in ga tam držiš. Ne? Ti pa malo se ogreješ, malo hladiš, malo greješ, nikoli nisi na pravi delovni temperaturi, hitro se kaj zgodi. Ja, definitivno. In mi, koliko se spomnim treningov, koliko smo bili premraženi, ko smo ostali na golu, ko nisi 2 žogi dobil, ko si moral stati taktično. Ja. Ne, ampak dobro, to smo tudi popravljali s Pirihom, recimo. Ne. Mi smo naredili svoj del treninga, ne, in predno smo šli z ekipo, je rekel, zdaj se pa hitro pete not preobleči, sveže cunje in gremo spet ven. Ne, in
pa vmes, da še kaj narediš, ne? Da ohranjaš temperaturo. Ker verjetno tudi na dostih tekmah se ti je zgodilo, da si imel eno ali pa dve intervencije, ko ste dominirali, pa moraš pa ostati ogret. Ja, še posebej, ko je zdaj tako obdobje, kot je zdaj, ne, ko hitro pade temperatura, ne, po okoli nule, ne, in za vratarje je to nekaj najtežjega, jaz mislim, ne. Dej, da zaključimo še s tem, kaj bi ti res svetoval vratarjem ali pa igralcem na splošno, glede na to, da si imel zanimivo specifično kariero, da ni bila tako ravna, kot si jo mogoče kdo drug želi, ne? Glede na to, da te niso prepoznali kot najbolj talentiranega že pri mladincih pa pri kadetih, pa si imel težave pri članih, preden si se izboril, ampak je bila želja pa volja toliko velika, da si na koncu naredil to res lepo kariero. Kaj bi svetoval, ne? Definitivno bi svetoval, če se že ukvarjaš s tem, kar imaš rad, ne? In da če od tega lahko tudi, ne vem, se preživljaš, ne? In če imaš ti res veliko željo in željo po treniranju in željo, da se naučiš nekaj, da dosežeš nekaj, da osvojiš nekaj, potem res ne smeš, ne vem, nikoli obupati kot prvo, ne? In bi pa svetoval, da poslušajo trenerje. Vsaj del nasveta vzamejo tudi od trenerjev, ker mislim, da trenerji imajo določene izkušnje in poznajo določene stvari in se zna zgoditi, da bojo naleteli tudi na trenerja, ki jih bo usmeril v pravo smer, da dosežejo vrhunske rezultate. Ok. Sma kaj pozabila, da bi morala še obdelati? Pa, ne vem. Lahko bi še kaj debatirali. Mi vedno lahko debatiramo. Ja. To je ta čudo meni nogometa, ne, ko... Ne, zdaj tudi tako zdaj, tudi zdaj tako, ko se pogovarjamo, ne, zdaj, ko sem jaz še v fazi izobraževanja, ne, tudi pazljivo izbiram, ne, besede, kaj reči, kako reči, kaj treniram, kaj ne treniram, ne. Recimo jaz tudi na začetku, bom rekel, v tej smeri, ko sem moral sestaviti fizični del treninga, ne, v bistvu moč, ne, nisem upal sam jaz po svoji logiki narediti, sem se nekako obrnil na trenerja, ki je bil v prvi ekipi, da mi vsaj da vaje, na kaj moram biti pozoren, na kakšno izvedbo moram biti pozoren, ne, ker niso bile dovolj samo moje izkušnje, ampak tudi izobrazba pa znanje je pa tudi zelo pomembno, ne, in tako da... Sej tu je ravno ta del, ne, koliko je pomembno, da mi razumemo, da tim, tudi na koncu vaš tim, če gledamo, ko ste ga imeli pri prvi ekipi, ne, od 2 fizioterapevtov do posebej kineziologa, do kondicijskega, do 2 pomočnikov, se pravi, koliko ljudi je noter vključeno za to, da zadeva funkcionira, ne. Se pravi, to smo zelo dobro, po mojem, tudi predstavili, ko smo se pogovarjali z športnim direktorjem Oražmom, kar se tiče Domžal, ko pa zelo hitro ugotoviš, da v vključenih ljudi, ki skrbijo za prvo moštvo, je zelo hitro 10 ali pa 12 ljudi, ne. Ko še imaš kakšne videoanalitike, pa še kaj drugega, pa še, koliko smo rekli, pa oni so imeli takrat v tem obdobju psihologa, pa tako. Mislim, oni še zdaj imajo psihologa, ampak Aleš Jučić pač ne dela z njimi, no. Ampak ostajajo pa tisti, ki so pač prej bili. Tako da za res neke vrhunske rezultate je danes zelo težko pričakovati, da boš imel enega trenerja na igrišču in bo to. Boš mogel veliko več pač vložiti. Ok. Jaz moram reči, da sem zelo užival v tem pogovoru, zdaj malo gledam na uro, pa smo že zajadrala preko ure pa pol, ne. Tako da vem, da bi lahko še pogovarjala se, ampak midva snemama zdaj to pač malo bolj pozno.
Okay. Tako da bomo se šla odpočiti počasi. Jaz imam jutri tekmo. Vi imate tudi verjetno, nisem gledal, kako imate Ne, mi razporeda. imamo jutri zjutraj trening. Ti boš šel jutri zjutraj na igrišče v pol nedelje. Jaz bom zjutraj na igrišču in v nedeljo imamo tekmo. Ja, v glavnem, nogomet nikoli ne počiva, ne za praznike, ne za vikende, tako da res ti hvala, da si gost oddaje. Te bom še zagotovo kdaj povabil, če boš pripravljen priti v takšne razprave, debate pa iskanja kakih zanimivih rešitev, pa tudi, da se predstavi vsem skupaj, kaj vse pač se počne. Zagotovo te bom poklical Mitjo, pa te pokličem zraven, da mi prideš pomagati ga izprašati kvalitetno. Hvala tebi za povabilo. Ne? Ja, ok. Tako, da odpiskamo še konc tele oddaje. Odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra Gol. Celotna ekipa oddaje iz Centra Gol se vam zahvaljuje za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in v porazih. Vabimo vas k poslušanju vseh oddaj, ki so dostopne na Spotifyju, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneInu, YouTubeu. Lahko pa pobrskate tudi po svojih najljubših aplikacijah oziroma platformah, ki jih pač sproti dodajamo. Če se vam oddaje všeč, vas vabimo, da nas sledite in všečkate, saj s tem pripomorete k še kakovostnejšim vsebinam. In seveda spremljate nas še naprej na Facebooku in Instagramu, kjer redno objavljamo izseke, novice, napovednike naslednjih gostov. Veseli bomo tudi vseh delitev oddaj in vabimo vas, da pod oddaje oddate komentarje in nas s povratnimi informacijami še pomagate, da bo oddaja še boljša. Hvala in se slišimo naslednji petek. Uživajte še naprej in lep pozdrav vsem.